Namera je ena izjemno pomembna stvar, ki jo vas želim naučiti, oziroma večina jo že zna, ampak da razložim. Namera je v bistvu fokusiranje tvoje energije. Se pravi, namesto da govoriš, kaj vse se ne da, pa ni mogoče pa to, je potrebno se naučiti redno prakso imeti usmerjanja svojega fokusa, usmerjanja namer. Dolg let nazaj sem bila enkrat na enem izletu in sva se pogovarjali z eno astrologinjo in je ona meni rekla, veš Tjaša, kaj je skupno vsem izjemno uspešnim ljudem, v smislu multimiljonarjev, uspešnim podjetnikom, kaj je skupno vsem tem ljudem. In sem rekla, kaj? In je ona rekla, vsi imajo fokus kot laser, lasersko jasen fokus. In se držijo tega svojega fokusa in ne dovolijo, da jih karkoli zunaj vrže ven. Oni imajo svoj fokus. Laser sharp focus. In takrat ko je ona meni to rekla, mi je prav dobesedno ta prave besede dala v moje zavedanje, zato ker to sem jaz že ves čas čutila. Ne? Če ti želiš biti uspešen, kjerkoli, tudi uspešen, naprimer športnik, tisti, ki so najboljši profesionalni športniki, niso najboljši zaradi tega, ker so talent. Seveda je dušni dar, drugače ne bi sploh šel v to smer. Ampak zaradi tega, ker vstanejo vsak dan, tudi takrat, ko se jim ne da, zato da gre delati sklece, zato da gre trenirati. Današnji Facebook Live namenjam vsem podjetnikom, podjetnicam, kreativcem, umetnikom, vsem, ki sami kreiramo svoje obilje na ta način, da nismo nekje zaposleni, ampak dajemo svoje darove ven na tak način, da smo mogoče sami svoj šef, da sami organiziramo svoje delo in je na podlagi tega v bistvu tudi naše obilje, naša finančna stabilnost v bistvu odvisna od nas. Tako da danes bom govorila o tem, na kakšen način lahko ta čas ali pa katerikoli čas krize, ko nastopi, izkoristimo, da si povečamo svoj uspeh, da si povečamo svoje obilje in da v bistvu postanemo še bolj kreativni, še bolj iznajdljivi, še boljši v tem, kar počnemo. Mogoče še malce bolj predani svojemu poslanstvu. Ker vsak čas, pa življenje prinese marsikaj in včasih prinese zelo čudovite plodne dneve, ko je ogromno obilja vse povsod, ogromno priložnosti, ogromno vsega. Včasih prinese pa tudi kakšno zatišje, kakšno krizo, kakšno v bistvu gospodarsko krizo in to seveda za nas podjetnike pomeni, da moramo postati še malce bolj kreativni, iti v še večjo ustvarjalnost, da najdemo nove poti, kako ustvarjati obilje zase, kako še naprej delovati, da prinašamo v svet svoje darove in svojim poslanstvom v bistvu izboljšujemo življenje ljudi okoli nas. In v bistvu danes bom govorila predvsem o podjetnikih oziroma kako v času, ki niso najbolj idealni, ki ne izgledajo najbolj idealni, smo mi lahko ekstra pretočni, da kreiramo zase uspeh in obilje. Hkrati bo pa ta live zelo primeren tudi za vse, ki mogoče ste nekje zaposleni, pa iščete večjo kreativnost ali pa imaš kakšen hobi, ki bi ga rad spremenil v posel. Skratka, o tem bomo danes govorili. Kako izkoristiti krizne situacije za to, da nisi pasiven, da ti ne pade vse dol, ampak da si vzameš to kot čas za tvojo transformacijo, za tvojo preobrazbo. Prvo, kar je v bistvu pomembno, da prepoznamo, je to, kar itak že vsi vemo, ampak je treba povedati. Vsi, ki smo na samostojni poti, smo v bistvu ves čas soočeni s tem, da zase kreiraš svoje obilje, zase kreiraš svoj pretok in v bistvu je od tvoje aktivacije in od tega, koliko ti daš, v bistvu odvisno, koliko boš ti nazaj dobil, oziroma od tega, kakšna je tvoja vibracija, kakšno je tvoje delovanje. Se pravi, ti si vodja svojega življenja, tisti šef, ki bo skrbi in izvede vse, skratka, od tebe je odvisno,
a boš imel za plačati položnice ali ne. In v bistvu prvo, kar je pomembno, je, da se zavedamo, da kot samostojni podjetniki smo ves čas primorani biti v pretoku, biti pretočni. Zakaj? Zaradi tega, ker bolj kot smo mi odzivni in prilagodljivi in pretočni in si dovolimo spremembe v svojem poslovnem delovanju, dlje in bolj uspešno je lahko naše podjetje oziroma je lahko naš projekt. Kajti življenje ti ves čas prinaša na nek način spreminjajoč trg, spreminjajoče tvoje stranke, kajti vse to, kar se dogaja v ljudeh, spreminja v bistvu trg, spreminja stranke, spreminja v bistvu polje, znotraj katerega ti ustvarjaš. In zdaj, prva stvar, ki je ta, da se moramo naučiti, da nismo togi. To pomeni, da če si ti recimo ves čas, naprimer si deloval, si bila frizerka in si delala samo v svojem salonu in to je tvoje delo. Tako si bila navajena že, odkar si se naučila in tako ves čas delaš. In potem se zgodi kriza in potem se zgodi neka sprememba na trgu in če ti nisi pripravljena narediti spremembe, da boš malo posodobila svoje delo, da boš mogoče prinesla kakšne novosti v to, kako ti friziraš ali pa prinesla svoje delo na mogoče neko drugo platformo, v bistvu, če nisi pripravljen svojega dela transformirati ves čas in ga malo posodabljati in spreminjati in prilagajati, v bistvu, če si tog, potem dobesedno boš kot samostojni podjetnik verjetno bil precej neuspešen. Zaradi tega, ker ena stvar, ki sem jo pač sama odkrila kot pač samostojna podjetnica oziroma oseba, ki ima svoje podjetje in vodi svoj posel, je ta, da če kaj, te podjetništvo nauči tega, da si ves čas dovoliš spremembe, da greš s tokom, da slediš trendom, da se odzivaš na energijo, da se odzivaš na to, kdo si ti kot oseba. Zato, ker ti si na začetku svoje poslovne poti bil čisto nekdo drug, kot si ti danes. In v bistvu vsi moramo postati manj togi, se pravi bolj elastični, bolj fluidni, da si dovoljujemo spremembe. Zaradi tega, ker če si dovolimo spremembo, boš lahko kadarkoli, v kakršnikoli situacijah, v ugodnih ali pa v neugodnih razmerah, ti našel pot. In v bistvu moraš kot pač uzavestiti, kot podjetnik, da če želiš biti dolgoročno uspešen, moraš imeti jajca pa jajčnike, da svoj posel ves čas posodabljaš, da svoj posel ves čas spreminjaš, da ves čas iščeš nove rešitve, torej, da nisi tog. In zato, po mojem mnenju, ta kriza oziroma situacija, v kateri smo, je nekaj najboljšega, kar se lahko zgodi nam podjetnikom. Zaradi tega, ker mi podjetniki bomo zdaj soočeni s tem, brcnila nas je situacija v ritko, da bomo šli v še večjo svojo kreativnost, da bomo šli v še večje nove ideje, da bomo se sami sabo dol usedali in da boš sam pri sebi se pogovoril, kaj jaz počnem, zakaj sem jaz tukaj, kaj res želim početi in kaj so kreativni načini, da jaz to lahko dam v svet. In v bistvu, katerakoli kriza, ko nastopi, jo prosim vzemi kot odskočno desko v neko novo realnost zate. In v bistvu, jaz osebno mislim, da najbolj uspešni podjetniki so tisti, ki niso togi, ampak so fluidni. So tisti, ki si dovolijo ves čas spremembo in itak, da ni lušten imeti ves čas spremembo, zaradi tega, ker smo ljudje navade in ko se ti navadaš neko delo na isti način delati, pač itak, da ni ugodno, da moraš ves čas delati neke spremembe. Ampak prej, kot bomo postali udobni v tem, da se ves čas dogajajo spremembe, manj energije bomo porabljali za to, da se upiramo spremembam. In da samo povabim, kam si usmerjal svojo energijo v zadnjem tednu? Poglej, ali si se sekiral, kaj se bo zgodilo zate, potem, ko pridemo ven iz karantene?
Ali si se s prijatelji pogovarjal, koliko zdaj ne boš imel dela in koliko je vse drugače in se obremenjeval in pritoževal na to situacijo. Kam si usmeril energijo? In tudi, a si šel na splet, pa v skupine, pa ropotati na tem, kakšne stvari je država zdaj uvedla za podjetnike in začel energijo vlagati v to, da kritiziraš, kar se dogaja? Ali si takoj se zbudil v to in si rekel, ok, nekaj se bo spremenil, nekaj je drugače, zdaj moram iti pa vase, pa pogledati, kaj to zame pomeni. In jaz te povabim, da tudi, če si se sekiral zdaj en teden ali pa 14 dni, se nima veze, kaj ta nova situacija zate pomeni, takoj zdaj nehaj. Takoj zdaj nehaj. Ker če hočeš biti uspešen v svojem poslu, moraš biti vodja svojega življenja, ne žrtev zunanjih situacij. Ker še marsikdaj zunanje situacije ne bodo idealne. Ampak idealno pomeni samo to, na kar si ti navajen. In prvo, kar rabimo, je nehati biti togi. Nehati biti kot en kip svobode, ki tam stoji in dela na isti način že 20 let. Čas je za spremembo in sprejmi to z odprtimi rokami, zaradi tega, ker samo to, da si dovoliš biti ves čas v spremembi, je na nek način podlaga za to, da si v življenju uspešen. Povsod, tudi v odnosih, tudi v posod. Bolj kot si dovoliš iti v spremembo, da probaš nove stvari, da testiraš, da čeprav ne veš, kaj bo, greš pa poskusiš, imaš dobesedno jajca, da greš pa poskusiš, kaj ti lahko stojiš na eni strani, pa sam rečeš, ne da se, ni mogoče in se pizdoliraš, s tem odporečem, pač sorry izrazu, lahko pa vso to energijo, ki jo zdaj vlagaš, ali pa ki bi jo vlagal v to, usmeriš v rast tvojega podjetja, usmeriš v rast tvojega dela. In sama osebno, ko je nastopila ta situacija s koronavirusom in ko smo šli v karanteno in vse to, jaz sem si najprej dala 4 dni odmika od vseh elektronskih naprav in interneta in digitalnih medijev in vsega. Umaknila sem se vase, zato da najdem svoj center in potem takoj na prva stvar, ki sem jo naredila, sem imela kreativni sestanek z mojo ekipo, kaj bomo mi zdaj. Kako bomo mi delovali v tem času. In jaz sem šla takoj v kreativnost, zato ker vem, da samo na tak način, da greš v kreativnost in greš iskati rešitve, to je energija vodje, greš iskati rešitve, ne pa da potenciraš problem, samo na tak način lahko tudi v kriznem času ti transformiraš svoje delovanje in deluješ znotraj svojega podjetja oziroma pač svoje dejavnosti, da jo razvijaš. In torej, togost je pase, če boš tog, ne boš dolg časa uspešen podjetnik, pač iskreno, Če boš fluiden, prilagodljiv, pripravljen na spremembe, če boš imel jajca, da poskušaš stvari, ki jih še nikoli nisi poskusil, potem se ti pa obeta kakšna boljša realnost. Tako da, kadarkoli nastopi za nas podjetnike, katerakoli kriza, tudi pač finančne krize in gospodarstvo, padec določenih vej gospodarstva, to samo pomeni, da se tebi odpirajo priložnosti, v katerih prej nisi deloval. In drugo, kar rabimo vedeti, je v bistvu, se pravi, potrebujemo delovati iz pretočnosti, iz pripravljenosti, da poskusimo nove stvari, tudi če nimamo še garancije, a bo uspela, ne bo uspel. Lejte, iskreno, saj nikoli nimaš garancije, za nobeno situacijo nimaš garancije, Lahko pa probaš, pa vidiš, In v bistvu jaz čutim, da rabimo vsi biti veliko bolj pogumni, kot smo. Oziroma še bolj pogumni. Zaradi tega, ker pač kakšna je razlika med tistimi, ki so pač res uspešni v življenju, tudi pač mislim v svojem delu, pač res uspešni v svojem življenju je ta, da nikoli ne nehajo migati. Ves čas se premikajo.
In zdaj je tvoja možnost, da postaneš pasiven in si rečeš, ok, zdaj 14 dni imamo itak karanteno ali pa še več in zdaj bom jaz pač doma in bom počival in bom čakal in se bom sabo ukvarjal in z družino in tako, kar je povsem ok. Ampak ne pozabiti, da si ti podjetnik, kar pomeni, da je od tebe in tvojega miganja odvisno, kako boš ti živel naslednjih 6-10 mesecev, 1 leto, več. Seveda, vse je najprej v tem, da rabimo mi poskrbeti, da smo mi dobri. Ker če mi nismo v visoki vibraciji, ti ne boš mogel biti kreativen. Ti ne boš mogel priti do dobrih rešitev. Zato ja, izkoristi ta čas, zato, da se posvetiš sebi, da meditiraš, da si dviguješ vibracijo, da se pomiriš, definitivno. Ampak ne počni samo tega. Ko se umiriš, sedaj pa v akcijo. Ko se umiriš, sedaj pa v akcijo. Tudi, če zdaj pomeni, da 14 dni ti nimaš stika s tvojimi strankami, kot podjetnik ti itak veš, da ti rabaš še toliko drugih stvari pripraviti v tem času in imaš toliko drugih stvari, ki jih v tem času lahko počneš. In rabaš razširiti svoj pogled in pogled, ok, kaj vse moj projekt, moje delo rabi od mene, da jaz pripravim. In pojdi v akcijo. In tudi, če nimaš fizično stikov z ljudmi v tem času, pa tvoj posel temelji na tem, da imaš ti stike z ljudmi, imaš zdaj ta čas, ko nimaš stika z ljudmi, čas, da druge stvari pripraviš. Recimo, ne vem, mogoče greš lahko in končno postaviš svojo spletno stran. Na spletu je ogromno orodij, ki ti omogoča to narediti iz udobja tvojega doma, tudi če si največji kekec za postavljanje spletnih strani. Tudi sama sem tako postavila svojo spletno stran, ne, na začetku. In začni in postavi svojo spletno stran, če jo še nimaš. Izkoristi ta čas, da urediš vse te stvari, ki si skozi govoril, da bi jih rad, pa ti jih ni uspel. Mogoče si skozi govoril, joj, rabim narediti generalno čiščenje mojega poslovnega prostora, ali pa ne vem, lahko moraš narediti arhiv vseh dokumentov in vsega, kar imaš ti glede svojega dela v svojem računalniku. Ne vem, mogoče si skozi govoril, da boš naredil blog sporočila, pa bo začel pošiljati redna sporočila svojim strankam, pa pač nikoli ni bilo časa, zaradi tega, ker si imel vedno ful dela s strankami. Evo, izvoli, pejti in to naredi. Mogoče si skozi govoril, ful bi rabo posnet kakšen tutorial oziroma kakšen video, kako jaz svoje delo delam, ali pa dati na mojo spletno stran mnenja mojih strank, ali pa, ne vem, mogoče bi pa mogel jaz narediti, da je promocijski načrt objav na Facebooku za mojo dejavnost, ne. A vidiš, koliko stvari se da delati v tem času? Mogoče si ves čas govoril, jaz bi rad napisal knjigo, pa nimam časa za to, pa lahko zdaj ta čas izkoristiš za to, da pišeš knjigo. Ne glede na to, kaj je tvoja dejavnost, ti lahko ta čas, ko si doma, izkoristiš za to, da si kreativen in aktiven. In kaj se bo zgodilo? Tisti, ki bomo uporabili ta čas za to, da bomo aktivni, ko bo konec te krize, bomo mi že 10 korakov naprej pred vsemi ostalimi. In ti, kot podjetnik, ti moraš biti 10 korakov pred ostalimi. To je tako ena logika, ki ne more priti v zavedanje. Pač, kot podjetnik, ti moraš biti 10 korakov pred ostalimi. Zakaj? Ja, zaradi tega, ker če ti hočeš dobiti ljudi, ki bodo delali s tabo, pa imeti stranke, pa voditi ljudi, ker pač na nek način vsak človek vodi ljudi znotraj dela, ki ga opravlja. To pomeni, da rabiš biti v pretoku, rabiš biti aktiven, rabiš, če so zdaj tvoje stranke v strahu, ti rabiš biti ven iz straha, zato da jih boš lahko servisiral in jim pomagal in jih vodil, ko bodo one prišle ven iz te situacije. In definitivno, vedno bom rekla, prva stvar je, da poskrbiš za svojo vibracijo, da si ti dober. Ampak druga stvar je pa ta, tvoj posel ne more čakati na pauzi teh 14 dni ali 3 tedne ali kolikor bomo mi v karanteni. Ne more, ker
Ker če boš dal tvoj posel na pauzo, tudi če nimaš strank v tem času, ker tvoj posel ni samo delo s strankami, toliko stvari sestavlja tvoj posel. In tvoja naloga je, da vzameš list in to naredi v tem času. Vzemi list in gor napiši, iz česa vse sestoji tvoje delo. Kaj vse ti v bistvu res delaš. Ker mi se samo na to fokusiramo. Ne bo strank, stranka mi prinaša denar, torej jaz sem sem v neugodni situaciji. Začni videti širšo sliko. Iz česa vse je tvoje delo sestavljeno? Kaj vse ti rabiš imeti, da tvoj delovni proces poteka? Kaj vse mora biti del tvojega posla? Mogoče si lahko dokumente urediš, ki si jih nisi imel časa do zdaj urediti, recimo. Ne? In prvo pa je, da če ti kot podjetnik zdajle ne migaš, boš imel krizo, ko bo krize konec. In tvoja naloga je gledati naprej. Ti moraš biti zdaj 10 korakov pred ostalimi. To pomeni, da moraš ti zdaj migati. Ko so vsi doma, ko so vse tvoje stranke doma, je tvoja naloga, da si aktiven. In da pripravljaš stvari in pripravljaš teren za vse, kar bo sledilo, ko bo te krize konec. Oziroma, istočasno, da najprej narediš seznam vseh stvari, ki tvoje delo sestoji, ki jih lahko v tem času narediš. To je ena stvar. Zdaj vam bom dala pač korake. Pa kakorkoli boš vzel, več, ko boš teh korakov naredil, bolj uspešen boš. In dajmo držati fokus. Se pravi, prvo je, rabimo postaviti jasno sliko, iz česa naše delo sestoji in kaj vse mi počnemo. Drugo, kar je pa treba, je pa postaviti jasnost, kdo ti sploh si in kaj ti prinašaš v svet. Zaradi tega, ker ti si mogoče navajen, mogoče si maserka, recimo, ne? Ali pa, recimo, da si maserka, ali pa terapevtka. In ti imaš neko metodo masaže ali pa terapije, ki jo ti izvajaš. In zdaj pride ta situacija, ki tebe da v kreativnost. In če želimo najti kreativne ideje za naš posel, se moramo ne spraševati, kaj sem jaz do zdaj delal, ampak se spraševati, kdo sem jaz in kaj jaz lahko dam svetu. Se pravi, ne, jaz sem maserka in jaz masiram. To je moje delo. Kdo vse si ti? Kaj so vse tvoje strasti? Kaj vse je tisto, kar ti nosiš v sebi in bi rada dala v svet? Kajti podjetništvo v prihodnosti, novodobno podjetništvo, zavestno podjetništvo, ni, da ti štancaš tiste ure z enim delom, ki si ga ti navajen. Ampak da ti celega sebe, kdo ti si kot duša, kdo si ti kot vibracija, začneš dajati ven. In mogoče ti bo ravno ta čas prinesel priložnost, da ti dojameš, da ti nisi sama sebe. Da ti mogoče lahko si tudi zelo dober v tem, da daješ ljudem, ne vem, XY. Ali pa boš odkril, da imaš ti strast tudi do ne vem, vrtičkanja. In boš zdaj lahko odkril neko drugo strast, ki je tudi v tebi in boš našel kreativen način, da boš lahko tudi to dal v svet. Torej, ti nisi tvoje delo. Ti nisi tvoje delo. Tvoje delo je posledica tebe. Je ena izbira, kako se odločaš usmerjati svojo energijo. In če se ti ena vrata zaprejo, to ne pomeni, da se ti je vse zaprl. Ti si še vedno ti. A si izgubil sebe znotraj te krize? Ja, verjetno ne, če si tukaj. Ti si še vedno ti in ti si vir svojega dela. Tvoje delo je posledica tebe. Dokler imaš sebe, boš vedno imel nekaj za delati. Boš vedno imel načine, kako se lahko izraziš. In ko nastopijo krize, ko nastopijo spremembe na trgu, je to samo priložnost, da se ti vprašaš, kaj jaz delam, a to še vibrira z mano, a te projekti
te oblike, kako jaz to delam, so še izraz mene, ali mi je ta priložnost zdaj prinesla opcijo, da jaz vidim, da jaz sploh več ne uživam v tem, da masiram. Ne, hvala Bogu za krizo. Se pravi, vedno, ko se ti v življenju ustavi pot, po kateri si hodil, to ne pomeni, da je konec sveta, to samo pomeni, da je čas, da pogledaš še druge poti, ki se pred tabo odpirajo. In eno je, da ti postane jasno, kaj si do zdaj počel in iz česa je bilo sestavljeno tvoje delo in kako lahko obstoječa dejavnost poskrbiš, da po poštimanju vsi tudujčki, kar si imel do zdaj, ne? Na drugi strani je pa ta kreativnost. Da greš sam s sabo se pogovoriti, na kakšen način lahko jaz sebe dam v svet, kaj so drugi načini, v čem jaz vse uživam. In če hočeš prebuditi kreativnost, moraš biti v užitku. Se pravi, naučiti se moramo dajati sebe redno v užitek, karkoli to zate pomeni. Ples, ne vem, telovadba, gibanje, meditacija, kuhanje, vse to, kar lahko zdaj pa znotraj te situacije počneš in tebe spravlja v pretok, v užitek, to počni. In v tej kreativnosti, oziroma v tem, ko uživamo, smo v pretoku. In ko si v pretoku, ti skozi vse čakre teče energija. Ko uživaš, ti čez vse čakre teče energija. In kaj še najboljš, ko uživaš, ker ti čez vse čakre teče energija, si postaneš tudi kreativen. Ker se ti aktivira tudi druga čakra, ki je čakra za tvoje obilje, kreativnost, izraz tvoje duše. Ne? In v bistvu potrebujemo v tem času se zavedati, da če želim jaz odpreti svojo kreativnost, kako lahko jaz na kreativne načine delam svoje delo, rabim najprej priti v stik s seboj in sebe dati v pretok in sebe dati v užitek. In smo spet naredili krog, da smo prišli do tega, da ja, najprej je treba poskrbeti za sebe. In tudi, če si mamica in si zdaj doma in imaš otroke, ne, pa si še podjetnica zraven. Pej to kreativnost, kako lahko ti še vedno vsak dan narediš nekaj zase in narediš nekaj za svoje delo. In mogoče uvedite nek urnik. Ne? Če otroci ne hodijo v šolo, imajo pa mogoče od te pa do te ure nekaj za narediti. Zato, da imaš ti v tem času čas, da se ti ukvarjaš s seboj in svojim poslom. Spet, ali si žrtev situacije, ali si vodja. Vodja bo vedno našla pot. Vodja bo vedno našel pot. Ok, gremo naprej. Torej, rekli smo kreativnost. Zakaj? Zaradi tega, ker je toliko različnih načinov, kako lahko ti svoje delo upravljaš, pa ne samo kako lahko svoje delo upravljaš, so opcije, kaj vse še ti lahko počneš, v čem vse si še ti dober in kreativen in imaš potencial, ki ga do zdaj nisi videl, zato ker si pač bil obremenjen sam s tem, da si imel naslednjo stranko in se nisi dal v to polje kreativnosti. In da samo celo sliko še enkrat razložim. Ti kot podjetnik moraš biti zdaj aktiven, ne pasiven. In če boš aktiven, boš v tem času, boš ta čas izkoristil, da ko se do konca izpelje ta cikel sprememb, v katerem smo, boš ti samo višji štartov kot ostali. In še nekaj, ljudje sledimo vodjem, ne žrtvam. Kar pomeni, da če boš ti mojstrsko vodil svoje življenje, boš magnet. Če boš ti kreativen in ustvarjal nove stvari in bil v tem pretoku in bil vodja, ti bodo ljudje sledili. Tudi če boš spremenil malo kakšno svojo dejavnost. Ljudje, ki so ob tebi zato, ker so v tvoji energijski mreži. In poglejte, milijon ljudi dela, ne vem, aerobiko. Milijon ljudi dela aerobiko. Ampak ti hodiš na aerobiko k osebi, ki tebi energijsko ustreza.
Kar pomeni, da ne glede na to, a si kozmetičarka, a si frizerka, a si računovodkinja, a si terapeutka, a si karkoli, zate bodo vedno stranke. Zaradi tega, ker so ljudje, ki se odzivajo na tvojo energijo. In veliko ljudi dela isti poklic, ampak nihče ni ti. Nihče ga ne dela na tvoje delo. Tudi če dobesedno isto delo delaš. Če dve osebi masirata klasično masažo, recimo, ne, bo vsaka oseba, ker je svoja osebnost, ker je svoja duša, ker ima svojo energijo, bo vsaka oseba prinesla v bistvu svojo energijo in se te bo drugače dotaknila. In boš točno videl, tle mi paše hoditi na masažo, tle mi ne paše. In za nekoga si ti najboljša možna oseba za to storitev, ki jo on išče. Ali pa ta izdelek, ki ga ti imaš, je za nekoga popoln izdelek za to, kar ti iščeš. In odkje ideja, da bo tebi zmanjkalo strank? Zato, ker verjameš v pomanjkanje. Ni res. Če si ti v vibraciji pretoka in si vodja svojega življenja, da sebe daješ ven, pogumno v svet, se bo ta tvoja mreža samo še večala. Izstopati moramo iz mentalitete, da nečesa ni. Mi smo kreatorji svoje realnosti in jaz vam povem, ker sem jaz začela kanalizirati in delovati kot medij 10 let nazaj, takrat je ravno bila največja finančna kriza v Sloveniji. In jaz sem ravno zaključila svoj študij, jaz sem študirala marketing, zaključila svoj študij in se mi je ta kanal moj odprl in jaz sem bila tako, jaz rabim to svet dajati, ful sem bila navdušena, čutila sem to z mano vibrira, jaz to rabim. Ampak hkrati je bila takrat največja ta finančna kriza v Sloveniji, ker ni bilo denarja. In meni so rekli, ljudje, ki so me poznali, ne, so mi rekli, lej Tjaša, daj pejt, najdi si eno službo v neki oglaševalski agenciji, zaradi tega, ker je pač saj sigurno, vsakič boš 15 dobila plačo, ne, pač, lej, ne začenjati svoje poslovne poti, zato ker je pač trg je zdaj takšen, kakršen je, ljudje nimajo denarja, ne da se, ne. Ljudje, ki so mi bili najbližji, so mi pa rekli, lej Tjaša, pejt, probi. Največ, kar lahko naredi, kar se slabega se zgodi, je to, da poskusiš, pa vidiš, da se ne da. In jaz sem šla znotraj največje finančne krize, odpirati meditacije, delati dogodke, kanalizirati. In po 10 letih, glejte me, kje smo? Koliko nas je skupaj, koliko nas skupaj meditira? Meditacije v moji meditacijski sobi so po 10-15 tisočkrat poslušane, ne? In ne samo to, jaz sem preživela od takrat do sem. Pa na začetku sem imela glih toliko, da sem plačala najemnino za vse tiste prostore, v katerem sem bila. Oziroma vam bom tako povedala, jaz sem mogla zraven še na začetku, ko sem začela pač delati dogodke, jaz sem zraven še delala v plesni šoli, zaradi tega, da sem jaz lahko postavila svojo spletno stran, da sem prvi denar dobila, da sem prve yoga studije plačevala za moje meditacije, ne? Da sem tam imela meditacije. Pač na začetku sem si z vsem sortom pač stvari pomagala, zato da sem jaz postavila. Ampak kot sem že zadnjič rekla, in pa greš pa narediš meditacijo za 5 oseb, pa spet za 5 oseb, pa za 10 oseb, pa naslednjič jih pride 12, pa si ful vesel, pa jih pa spet pride 5, pa si rečeš, ok, in greš, in samo keep on going. Jaz vidim, največja napaka, ki jo podjetniki naredimo, je, da obupamo. Ne obupati. Nadaljuj, najdi kreativne načine, migaj, dokler ne boš splaval in pol boš zmagal. In v bistvu pač nima veze zunanja realnost, ker ko si ti predan svojemu delu, te bodo vedno najdle stranke, boš vedno dobil obilje za svoje delo. In mi mislimo, jaz rabim 10 strank na mesec za to, da jaz preživim. Dej spust.
spust, koliko jih rabiš, ker mogoče bo pa ena stranka prišla, pa boš nekega arabskega šejka zmasirala, pa ti bo takole dal dol 100.000 evrov, ki bo najboljša masaža na svetu za njega. Pač, a lahko zaupaš, da je vesolje na tvoji strani? A lahko zaupaš, da bo vesolje vedno poskrbelo zate, če boš ti poskrbel zase, če boš ti poskrbel, da sebe daješ ven? In to pomeni, da dejansko, kar rabimo, je samo naprej migati, vztrajati, dajati sebe ven in skrbeti za svojo vibracijo. In ko boš ti v svoji vibraciji, boš pritegnil ljudi, ki so v tvoji vibraciji. In zato se spet vse začne v tem, da ti najprej poskrbiš, da si ti dober. In da potem, ko si ti dober, narediš korak v smer, da daš sebe v svet. In ko govorim daš sebe v svet, kaj mislim s tem? Luka Fulaba sprašuje, če je vesolje na naši strani, zakaj nekaterim nikoli ne uspe? To je super vprašanje. Zaradi tega, ker niso v vibraciji in v zaupanju, da je vesolje na njihovi strani. In v bistvu, zakaj nekdo totalno brez denarja, ves čas, ne? Ja, zakaj? Zaradi tega, ker nimamo v sebi prebujene vibracije pretoka. Na koncu gre samo za pretok. Velikrat sem vam že narisala, zdaj nimam lista tukaj, velikrat sem vam že to narisala, pa bom še enkrat povedala. Obstajata dve realnosti. Ena realnost je pretok. Takrat vse teče k nam. Druga realnost je pa upor. Takrat pa vse odteka. In ne glede na to, koliko zaslužiš, na koncu imaš vedno premalo. Ti vse odteka. In to si lahko predstavljaš, ne, ko si v uporu, si kaj ježek. Ker ti energija odteka in noben noče priti zraven, ker energijsko nisi privlačen, dobesedno. To je tako, kot če greš po cesti in imaš na eni strani hišo, ki je pravkar zgrajena, in lepo diši in vse, ravno so se vselili, ful lepo. Na drugi strani imaš pa eno 100 let staro hišo, ki razpada. Kam bi hotel iti prej na obisk? In energijsko smo mi te dve hiše. In če ti skrbiš za svojo vibracijo, si ti ta lepa hiša, ki ima visoko energijo. To pomeni, da bodo ljudje radi prihajali na obisk tebi. To pomeni, da bodo ljudje radi vstopali v to, kar ti ponujaš. Če si pa ti tukaj jezen, žalosten, imaš občutek, da se ti dogaja krivica, da se ne da, da se ukvarjaš s tem, da drugim nekaj ni dano, da si ves v krču, kaj bo, pač v to vibracijo noben ne bo zares hotel vstopati. In pač mi kot podjetniki, pač kaj nova doba zavestnega podjetništva je to, da se ti naučiš z vibracijo kreirati. Ker iskreno vam povem, tist, ki ne bo samega sebe posodobil v smislu, da bo začel delovati v svojem poslu iz pretoka in iz višje vibracije, bo propadel. Zaradi tega, ker v naslednjih desetletjih, zelo kmalu, v naslednjem desetletju si upam trditi, bodo podjetja, ki ne temelijo na integriteti in na čisti energiji, sam padala dol. In ti kot samostojni podjetnik in kreativc in umetnik in karkoli ti, kar počneš, ko boš ti poskrbel za svojo vibracijo, ko boš ti poskrbel, ok, stop, dele vas moram ustaviti. A lahko prepoznate, da ste šli v vlogo žrtve? Moram vas prepoznati, zaradi tega, ker to je tisto, iz česar hočemo se dvigati. Ne mi reči, da se nekaj ne da, ker če si v tej mentaliteti, pol tale video ni zate. Sorry, moram biti jasna, zaradi tega, ker kdor hoče kreirati obilje in uspeh in dobesedno pretok v novi dobi, moramo dvigati se ven iz tega, da se nekaj ne da. Pa da je nekaj težko. Ja, včasih je težko, ampak to še ne pomeni, da se ne da. Prosim, izberite to, kar rabimo to.
In sam prepoznaj. Ne gre se za to, da že imaš milijone na računu. Gre se samo za to, a si želiš delovati kot vodja svojega življenja, ali si želiš delovati kot žrtev. In jaz razumem, da vas stvari skrbijo. Ampak istočasno pa jaz nisem zato tukaj, da ti rečem, o bogi, res je težko. Ampak da ti rečem, ja, težko je, ampak zmoreš. Ja, nesigurna situacija je, ampak to te daje v kreativnost. In ne gre se za nič drugega kot to, da vsak dan znova se zavedamo, da smo mi vodje svojega življenja. In če si podjetnik, se toliko bolj to zavedaš. In prosim lepo, a sploh čutite, koliko se zdaj tukaj dogaja enega zdravljenja? Ne rabiš nič vzeti to, kar ti govorim. Nič ne rabiš vzeti. Sam posluši, pa dovolj, da mogoče enkrat ti bo nekaj od tega prišlo prav. In a veste, kolikrat sem že jaz jokala, ko mi neka poslovna poteza ni uspela. Ko sem dala ven meditacijo, pa sem imela ful stroškov z vso organizacijo in nisem se pokrila. In me je bilo straha, bom sploh imela za preživeti, pa za plačati stroške. A veste, kolikrat? In na koncu se pa vsakič znova, ko se znajdeš na tleh in se zjokaš in daš ven, moraš samo vprašati. A hočem uspeti? Ja, torej, vstaneš od tal, greš naprej. In kot podjetniki pač moramo biti v tem, da se vedno znova zberemo, to pot, ker če ne izbiraš vedno znova te poti, pa se pet zaposliti nekam. In je tudi v redu. Pač ni za vsakega podjetniška pot, iskreno pač ni. Ni. Če pa izbereš, da je to tvoj izraz, pol pa bod poguman, pa zaupaj. Jaz sem več let, pa zdaj sploh ne vem koliko let, 4-5 let, vodila skupino zavestnih podjetnikov. Podjetnikov, ki so izbrali, da bodo se učili, kako v visoki vibraciji kreirati, kako v visoki vibraciji delati svoj posel. In skozi vodenje te skupine, ko sem kanalizirala različne duhovne vodnike na to temo, smo se v bistvu toliko stvari naučili, ki jih naš omejeni zemeljski sploh ne šteka. In ena stvar, recimo, samo začni vsak dan, predno delaš svoje delo, začni sebe dajati telesno v pozicijo, da sebe gibaš v smeri osmic. Samo začni. Preden greš pisati mail, preden greš narediti spletno stran, preden greš, ne vem, neki klicati stranko, karkoli. Samo daj svoje telo v gibanje osmice, v obe smeri. In samo delaj, dokaj ne začutiš, da je začela energija skozi tebe teči. In potem sam pejt in iz te energije naredi naslednji korak. Toliko je trikov, kako si ti lahko v pretoku, ampak nobeno teh trikov ti ne pomaga, če ti na začetku ne dojameš, da si vodja svojega življenja.
In kot vodja svojega življenja pomeni, da ne glede na zunanje situacije, ti veš, da ti imaš moč v sebi, da najdeš kreativne rešitve. In lahko zdaj ta čas porabiš za te kreativne rešitve. Zato, da iščeš kreativne rešitve zase. In res vas povabim, da se vprašaš, kaj lahko jaz zdaj naredim drugače. Ne samo znotraj dela, ki ga že izvajam, ampak kdo sem jaz in kaj želim jaz ven dajati. In veste, kaj je prihodnost podjetništva? Prihodnost podjetništva je to, da si ti v visoki vibraciji zase in da sebe daješ ven, da izražaš sebe. Kajti tvoj posel se lahko spreminja. In večkrat se bo, zaradi tega, ker se ti spreminjaš. Ker posel je samo podaljšek tebe. In prosim, ne hoditi v poslovne ideje samo zato, ker se ti zdi, da bo to se prodajalo. To je pa se. Če ni vibracija v tebi, ki se uskladi oziroma je kompatibilna z izdelkom, ki ga ti prodajaš, ali pa storitvijo, ki jo ti izvajaš, če ni tukaj povezave, če nisi ti strasten v tem, da prodajaš, na primer, sesalce. Če ni to tisto, da te tako not naredi, ker razmišljaš o tem. Pol zameni, ne delati tega, zato ker ne boš uspešen. In mene prav srce boli, ko vidim, da grejo ljudje v podjetništvo, zato ker imajo idejo, da bojo ful zaslužili in najdejo nek izdelek in ga sam prodajajo. Pa to nikamor ne gre. Resno, iskreno. Podjetništvo v osnovi se bo toliko spremenilo, da ko bomo mi kot družba postali bolj zavestni, ko bomo mi kot družba postali bolj odgovorni in pretočni, bo rabilo tudi podjetništvo nam biti kompatibilno. Ja, bodi v stiku s sabo in v vibraciji tega, kdor ti si, in to dajej ven. In bodi viden, dajej to ven. Ker ne glede na to, kaj počneš, so zunaj ljudje, ki rabijo točno tebe. Tudi če je 10,000 drugih zdravilcev, pa ne vem koliko drugih maserjev, pa drugih avtorjev knjig, pa ne vem česa, ti si edinstven. In tvoja naloga je, da poskrbiš, da bodo tebe ljudje najdli. Ampak ne čakati, da te bodo ljudje najdli. Bodi viden, dajej sebe ven. Vsaki osebi, s katero si v stiku, povej, kdo si in čem se ukvarjaš. Pač zdaj si tako v karanteni, se ne srečuješ z veliko ljudmi, ampak sicer v življenju, ne? Dej jasen bod, kdo si in začni to dajati v svet, ker če ljudje ne vedo, kdo ti si in kaj ti imaš, ne morejo priti in kupiti tega, kar ti imaš. In v bistvu nova doba podjetništva je v bistvu ustvarjanje skupnosti. Je ustvarjanje ljudi, ampak ustvarjanje povezav med ljudmi. In še nekaj, naj ti ne bo težko narediti nečesa, ki ti ne bo prineslo takoj denarja. Samo dajej sebe ven vsak dan znova. Recimo, da zdaj smo pač v karanteni in ne moramo normalno delati svojega dela, kakor smo ga navajeni s strankami, ampak lahko pa ful drugih stvari v tem času delamo in na ta način negujemo svoje stranke. Recimo, primer, če si frizerka, ne? V tem času ti sicer nimaš strank v živo, da bi jih frizirala, lahko pa na nek drug kreativen način nam vsem pomagaš, ko bomo zdaj pač v karanteni in nam bo frizura začela čuden štrlet, ker pač rabimo frizerja. In kaj lahko zdaj jaz doma naredim, da bo meni vsaj približno lepo frizura stala? Naprimer, ali pa koliko ljudi je zdajle v stresu pa v paniki, ti si pa maserka, pa bi lahko povedala svojim strankam, dajte si masirati to točko, recimo, ali pa takole si masiraj vrat, pa boš sprostila svojo napetost, recimo, ne? Ali pa ne, mogoče prodajaš sesalce, pa lahko zdaj pošlješ ljudem pismo, na kakšen način si lahko zdajle pomagajo, da pospravijo svoj dom, zato da oni
v tem času, ko pač ne morejo kupiti pri tebi sesalca, lahko pa izvejo to nek nasvet in bojo zato, ker bo uporaben nasvet, oni potem, ko bojo iskali sesalc, bojo rekli, tam mi je ona takrat povedala ful dober nasvet, kako lahko jaz počistam, ne vem, moj jogi, ne, in boš šel in boš tam kupil sesalc. Se pravi, naučiti se moramo gledati dolgoročno. Ti zdaj vlagaj v svojo skupnost, ti zdaj vlagaj v svoje stranke. Tudi če ti one danes ne morejo pridati na izvedbo tvoje storitve, pa pridati pa ti prinesti denarja. Nič hudega, vlagaj v njih. To je čas, v katerem lahko vlagaš v ljudi in v katerem rabimo ljudje biti negovani. A ne? In v bistvu samo pojdi v to kreativnost, zdaj se v pretok, pej to kreativnost, kako lahko jaz, ne samo kaj bi lahko potem, ko bo te krize konec, ampak kaj lahko tudi zdaj naredim, zato da jaz negujem svojo skupnost. Kako lahko jaz zdaj dam mojim obstoječim strankam nekaj, kar jim bo koristilo. Pač na koncu koncev se vsi itak zavedamo, upam, da smo na podjetniški poti zaradi tega, ker želimo doprinesti v svet nekaj lepega. Ker želimo dati s svojimi darovi ljudem nekaj dobrega. Na koncu smo zaradi tega v tem poslu. Zaradi tega, ker mi čutimo, da naša duša na tak način prispeva. A zdaj boš pa nekaj prispevati zato, ker ti oseba ne more plačati. Ne? Pač, daj pa tu kreativne načine, kako lahko zdaj v tem času prispevaš. Ne vem, mogoče pa lahko preneseš svoje delovanje online, ne? Pa zdaj za ta čas se soočaš s tem, pa začneš snemati enkrat na teden en video o tem, kako lahko pospravimo svoj dom, pa kako se lahko zmasiramo, pa kaj naj za vraga naredim z mojimi nohti, ki mi bodo pač predolgi ratali, pa ne moram jati kozmetičarki, če si kozmetičarka. Ne? Zdaj ti dajem tako pač primere. Hočem ti dati vedeti, da ti vedno lahko nekaj kreativnega narediš in vlagaš v svojo skupnost. In ko boš vlagal v svojo skupnost in jo negoval in ji dajal, zaradi tega, ker je to tvoje poslanstvo, da daješ to, kar je tvoja duša je tukaj, da prinese, kar se bo zgodil, je, da se ti bo iz nekega vira zagotovo ustvaril pretok. Sej, a veste, tudi to, da smo mi danes tukaj, vi ste mogli enkrat slišati zame, vi ste mogli na nek način priti do mene, zato da se danes lahko na tak način družimo. A ne? In tudi v tem trenutku jaz nič ne dobivam od vas v smislu plačila, pa jaz vsem dajem. Zakaj? Ja, zato, ker to je del mene, da jaz s tabo delim to jasnost. In moje vprašanje je bilo samo, kako lahko jaz moji skupnosti še bolj služim s tem, kar jaz znam, s tem, kar jaz vem, da bodo oni dobro v tem času. In dej svoji skupnosti ali pa tistim 5 strankam, ki jih imaš, dej jim to, kar ti imaš, kar znaš, dej jim. Zaradi tega, ker v bistvu najboljši način promocije tebe, najboljši način predstavitve tvojega dela je to, da daš neko vsebino, ki bo ljudem dala nekaj dobrega, ki jim bo v bistvu kakovost življenja dvigalna. In v bistvu res rabimo dvigati tole svoje naše mašinerijo v glavi, razširiti in videti, da podjetništvo v novi dobi je toliko več kot to, kar smo bili mogoče naučeni ali pa smo gledali pri svojih starših, ki so bili podjetniki. A ne? Pač mi smo v bistvu vsi kreativci. In to je tisto, kar te življenje uči, da si kreativen in da daješ ven iz dobrote sebe in iz tega, da upravljaš svoje poslanstvo. In pa če si iskreno, ja, na začetku vsi začnemo s tem, da nimamo nič. Ampak ko vztrajaš in naprej ne delaš in deluješ in si aktiven in deluješ in padeš dol in se zjokaš v kopalnici, tako kot sem se jaz velikrat, pa se spet dvigneš, pa deliš naprej, ne? Pač samo vztrajaj in vsaka ta situacija, ko boš padel, vse to, kar te bo ranilo, vse to, kar se bo izkazalo kot ni dobro, da ni bilo najboljša poteza, te bo pač razširil in boš vedel, ok, tega pač ne bom več počel, ne? V redu je, videl boš pa ful na rešitev, ker pa prej na njih nisi pomislil, pa bo zdaj noro dober bile uspešne zaradi tega, ker je trg spremenjen, pa zaradi tega, ker si ti mogoče dorastel temu, a ne? In pač želim, da odneseš od današnjega videa to, da
podjetniki, mi moramo stopiti v energijo vodje in poskrbeti najprej za svoje vibracije in poskrbeti to, da smo totalno kreativni in dajemo sebe ven ne glede na vse. In verjemi, iz nekega vira bo prišlo. Vedno bo iz nekega vira prišlo. Ko boš v tej energiji pretoka, ko boš to, kar smo se danes pogovarjali, na tak način deloval. Kako si dobiti zaupanje pri ljudeh? Ja, to, da si to, kar si in da pač to, kar obljubiš, to, kar napoveš, da boš pač, da to pač tudi narediš, da držiš svojo besedo. Se pravi, če bi jaz danes obljubljala ta live ob 19, pa ne bi sploh gor prišla, ne? Ker pač ne vem, in bi se ti oglasila čez en teden, pa bi rekla, ja, ne, pač itak, da ti ne bi imel zaupanja do mene, ne? Pač, dej sebe iskreno ven, transparentno pokaži, kdo si, pač bodi človeški, ne? Bodimo ljudje, pač bodi človeški, pa pač tudi to, kar obljubiš, to dostavi, ne? In na tak način bodo imeli ljudje lepo izkušnjo s tabo. In zato, ker bodo imeli lepo izkušnjo s tabo, bodo še hoteli nazaj priti. Pravite, da želite, da še enkrat povem o novi dobi podjetnika. Govorila sem v bistvu o tem kar veliko danes, tako da predlagam, da si še enkrat zavrtiš posnetek, zaradi tega, ker sem iz tolikih različnih smeri noter prišla v to in bi bilo najbolj, če si še enkrat poslušaš. Bistveno pa je, ne, da se zavedamo, da pač mi podjetniki smo v bistvu voditelji, smo osebe, ki dvigujemo zavedanje tudi v skupnosti s svojim delom, ne glede na to, kaj počneš. In če želiš biti uspešen v novi dobi, v času, ki prihaja, rabiš biti transparenten, čist, imeti integriteto, biti pač človeški, iskren in ustvarjati skupnost okoli sebe. Dati v bistvu vrednost ljudem, tudi skozi svoje promocijske kanale, skozi marketing, moraš dajati vrednost ljudem. Zato, ker zgodbe so tiste, ki v bistvu v tem času povezujejo, ne? Ok. Roza sprašuje, da bi zelo rada nekaj počela in ne ve točno kaj, da ima toliko energije, da kar vre, ampak da ne ve, v kaj naj jo da. Ja, lej, najboljš, da vzameš papir in narediš plakat vseh tvojih strasti. V čemu se uživaš, v čem si dobra, kaj je tebi najbolj naravno, pa se tebi sploh ne zdi nič posebenega. In boš na tak način odkrila, v bistvu, kaj je tvoje poslanstvo. Zaradi tega, ker svoje poslanstvo v bistvu odkrijemo v tem, ko se vprašamo, kaj jaz rad počnem, pa mi je tako, se mi zdi, da to itak vsak zna, ampak v bistvu je tebi čisto avtomatsko, naravno, ne? In iz tebe pride lahko tudi sredi noči, ne? In ko boš naredila ta plakat strasti, boš ugotovila, kaj so področja in potem ta področja raziskuj. Maja, super vprašanje. Maja sprašuje, kako paziti se, prepričati, da ne greš čez sebe, da ne pregoriš. Ja, tako da v bistvu najprej vedno poskrbiš za sebe. Karkoli greš delati, da vedno najprej poskrbiš, da si ti, da je zate poskrbljeno, v smislu, da si nahranjen, da si spočit, da si telesno dober, da si umirjen. Ne, jaz velikrat, pač, ko imam ful stvari, recimo danes sem imela ful dela in sem šla vmes sredi dneva, pač kar v meditacijo za 1 uro, ker sem imela toliko kreativnih tekstov za spisati, da enostavno nisem več mogla in sem se ustavila, sem šla za 1 uro meditirati in ko sem se pomeditirala, sem prišla nazaj in sem imela glavo čist zresetirano in sem potem lahko spet iz sebe kreativno ustvarjala, a ne. Pač jaz osebno sem takšna podjetnica, da jaz pač ne čakam samo, da navdih pride. Zato, ker če boš sam čakal, da navdih pride, takrat, ko boš v ti najlepši energiji, pač boš precej dolg časa čakal in boš v enem mesecu pač izkoristil mogoče 3 dni, ne. Seveda sem za to, da poskrbiš zase in si v visoki vibraciji, ampak hkrati sem pa tudi za to, da si kot podjetnik aktiven.
In v bistvu, če želiš ustvarjati velik momentum zunaj sebe, velik pretok, potrebuješ biti ves čas, moraš v bistvu biti v stiku s tem, kar delaš, moraš ves čas biti v tej energiji. In jaz v bistvu bi predlagala, da vzpostaviš neko svojo osebno prakso duhovnosti, pa ne bo to meditacija, joga, dihalne tehnike, ne vem, ples, karkoli, neko svojo prakso, v katero se lahko vedno vrneš, da se postaviš in potem iz te energije naprej deluješ. In na tak način v bistvu ne boš izgorela, a ne? Jaz bi lahko na temo podjetništva ful govorila, ker mi je ta tema tako zelo, zelo ljuba in treba je pač nekje začeti, ker jaz sem še ogromno stvari, tudi konkretnih praks, ki jih lahko delim, ampak prvo, če osnovne ne dojamemo in osnova je, da si vodja svojega življenja in da rabiš tudi v svoje delo vstopati iz te energije. Je pa tudi to pomembno, zdaj vidim, da Nežka sprašuje, ne? Nismo vsi za vse in na začetku tvoje podjetniške poti boš mogoče delal vse, a ne? Pa jaz sem bila tista, ki sem postavila svojo spletno stran, pa vsebine za gor dajala, pa snimala videe, pa urejala videe, pa nalagala na Facebook, pa delala to in itak na začetku si za vse sam. Ampak pol moraš pa tudi v bistvu biti pogumen v tem, da s časoma začneš najemati oziroma zaposlevati ljudi, ki bodo odvzeli to delo, ki ni tvoj največji potencial oziroma ni največji prispevek tvoje duše. Se pravi, moj največji prispevek moje duše je, da jaz kanaliziram in dol prinašam jasnost in to jasnost delim. Ni pa moj največji prispevek to, da jaz recimo urejam videote, ki takole nastanejo. Pa sem veliko let to delala. Zdaj to predam, zaradi tega, ker vem, da v bistvu so ljudje, ki zelo uživajo v tem, da poskrbijo za te stvari in so celo boljši v tem kot jaz, ne? In da ko bom jaz predala, bom jaz imela več energije, da bom jaz lahko usmerila v to, kar dejansko je moje poslanstvo in s čimer moja duša največ prinaša v skupno polje. In zdaj, vedno mi boste rekli, ker sem tudi sama sebi to rekla, ja, ampak jaz nimam denarja, da bi nekoga zaposlil. Vam bom nekaj povedala, ko si upaš in narediš ta korak in nekoga zaposliš in mu predaš, se ti bo tvoj lijak pritokov povečal. Meni osebno se je vedno do zdaj še to zgodilo. Ko sem jaz ko sem se utapljala v delu in sem enostavno rabila spustiti kontrolo in dati nekomu nekaj drugega za narediti, se pravi, da nisem bila za vse sama, ko sem si upala to narediti, se je vedno zgodilo, da je priliv prišel, da sem lahko te osebe v bistvu plačala. Barbara pravi, kako dobiti samozavest, da te ne zlomijo slabi komentarji, ko se izpostaviš. Lej, to pride iz prakso. Boš dobila komentar, pa se boš najprej zjokala, pa ti bo uničil en dan ali pa en teden, pa boš pa v bistvu vedno bolj dobivala trdno kožo. Jaz ti predlagam, da se zavedaš, da vse, kar ljudje govorijo, v resnici izražajo sebe, kdo oni so. Ne govorijo o tebi. In sama sem bila tudi že velikokrat, pa verjetno še bom, tarča marsikakšnih komentarjev in so me razjezili in sem se jokala in mi je bilo grozen, ampak potem sem pa šla do tega, da zdaj to vidim in res tako iskreno v sebi si rečem, lej, v kakšni realnosti ta oseba živi, koliko ni v ljubezni do sebe in to, kar oseba obsoja, obsoja itak zaradi tega, ker obsoja en del sebe, a ne? In dobesedno zbrišeš komentar, pošlješ ljubezen in poskrbiš za to, da si ti v visoki vibraciji. Lej, vsak je tam, kjer je in ima določeno rano in v redu je. Nismo slabi, smo samo vsak v svojem strahu, krču in jaz si sam res želim, da bi slišali, in sprejeli to, da ne glede na to, v kakšnem krču smo, mi smo dovolj močni, da gremo tudi čez to ven, a ne? Vsa energija mi gre v to, da držim vibracijo svoje družine v hiši, ker je veliko strahu in mi manjka fokusa za delo. Evo, uspela sem videti, Katarinko
komentar. Ja, lej, Katarina, pač dobesedno moraš izbrati moraš ta čas, da ga boš namenila sebi in svojemu poslu. Pač izbrati moraš in moraš kreativno pogledati, kako lahko jaz ta čas si vzamem. In se pač usedeš dole s svojimi družinskimi člani in rečeš, zdaj moramo mi narediti urnik, kako bomo mi delovali, zato da bom jaz lahko imela ta čas, ker to je zame pomembno. In kot je ena stvar pomembna, ko si res nekaj želiš, boš šel in najdel pot. In jaz vem, da kaj se bo zgodilo se bo to, da na koncu vsega tega pač kriza, v kateri smo, marsikatero podjetje bo propadlo, marsikatero podjetje se bo na novo rodilo, marsikatera naša dejavnost bo postala še boljša, ravno zaradi tega, ker bomo šli v kreativnost. Tako da samo vprašaj se, a si pripravljen to kreativnost in v to, da najdeš neke nove načine, kako boš svoje delo transformiral, ali pač ne. In je škoda, da čakaš do konca krize, pač zdaj si nalij čistega vina, a ne. Jelka pravi, da vse kapira. Evo, Katarina pravi, da bojo imeli jutri sestanek. Pač cela tvoja družina, vsi, ki so okrog tebe, pač itak želijo, da si ti dober. In ko so ti določene stvari pomembne, pač rabiš to v skupno polje prinesti, a ne? Okej. Kar bomo naredili, je to, da bomo zaključili ta dogodek z namerami. Prav? Namera je ena izjemno pomembna stvar, ki jo vas želim naučiti. Oziroma, večina jo že zna, ampak da razložim. Namera je v bistvu fokusiranje tvoje energije. Se pravi, namesto da govoriš, kaj vse se ne da, pa ni mogoče pa to, je potrebno se naučiti redno prakso imeti usmerjanja svojega fokusa, usmerjanja namer. Dolg let nazaj sem bila enkrat na enem izletu in sva se pogovarjali z eno astrologinjo in je ona meni rekla, veš, Tjaša, kaj je skupno vsem izjemno uspešnim ljudem, v smislu multimiljonarjev, uspešnim podjetnikom, kaj je skupno vsem tem ljudem. In sem rekla, kaj? In je ona rekla, vsi imajo fokus kot laser, lasersko jasen fokus. In se držijo tega svojega fokusa in ne dovolijo, da jih karkoli zunaj vrže ven. Oni imajo svoj fokus. Laser sharp focus. In takrat ko je ona meni to rekla, mi je prav dobesedno ta prave besede dala v moje zavedanje, zato ker to sem jaz že ves čas čutila. Ne? Če ti želiš biti uspešen, kjerkoli, tudi uspešen, naprimer športnik, tisti, ki so najboljši profesionalni športniki, niso najboljši zaradi tega, ker so talent. Seveda je dušni dar, drugače ne bi sploh šel v to smer. Ampak zaradi tega, ker vstanejo vsak dan, tudi takrat, ko se jim ne da, zato da gre delati sklece, zato da gre trenirati. Delaj, da pravi stvari zafunkcionirajo, ko res hočeš dati nekaj družbi, ne delati zase, se pravi dovolj ljubezni za ljudi in družbo. Jaz bom rekla, stvari zafunkcionirajo, ko ti najprej delaš v ljubezni iz sebe in do sebe. Ker ko ti delaš v ljubezni do sebe, ti delaš v ljubezni do družbe, do skupnosti. Ko ti delaš res iz stika, ven iz sebe, boš vedno delal dobro. Ker smo ljudje tako naravni, to je naša esenca. V esenci smo vsi dobri. Ne ko delaš tisto, kar tvoj ego tebi govori, ampak ko greš res iz ljubezni do sebe, ko odpreš srce in v ljubezni do sebe. Zaradi tega, ker jaz bi bila lahko tukaj, pa bi dajala tebi, ampak jaz ne bi bila v ljubezni do sebe, pol se to nikamor ne bi usedel. In v bistvu mi lahko samo to energijo, ki jo mi utelešamo, jo mi lahko zunaj sebe kreiramo, jo mi lahko zunaj sebe v skupno polje dajemo. In seveda, ko boš ti v ljubezni do sebe, boš ti tudi v višjem dobrem za skupnost. In torej, kaj ta laserski fokus, ki sem ga prej omenjala, pomeni? To pomeni, da ti tlele gor mora biti vedno jasno, v katero smer greš. In to so namere.
Moja namera je, da danes to in to in to tebi predam. Moja namera je, da se danes na tak način počutim. Moja namera je, kam gledam. Ful stvari je še zraven, ampak kam se jaz usmerjam. In povabim te, bomo zdaj naredili en tak skupen obred. Te samo povabim, da nežno zapreš svoje oči in si dovoliš začutiti svojo namero. In samo greš vase v svoje srce. In jasno izbereš, kaj si želiš zase skreirati. Kako se želiš počutiti. Kdo želiš biti. In samo dovoliš, da iz tvojega srca, iz tebe ven, iz najbolj globokih delov tebe, pride tvoja naslednja namera. Kaj si danes v tem trenutku zase želiš in kaj izbiraš. Kdo si, kako deluješ, kako se počutiš, kam se usmerjaš. In ko boš pripravljen, samo to namero poveš na glas. Lahko jo napišeš v komentar, lahko jo napišeš k sebi v dnevnik. Samo daj to namero ven. In ko boš pripravljen, nežno odpreš oči. In če želiš, lahko namero podeliš z mano. Moja namera zame je, da bi se v vsakem trenutku zavedala, da sem vodja svojega življenja, da bi poskrbela zase znotraj vsake poslovne dejavnosti in izbire in da bi delovala v pretoku, da bi bila pogumna znotraj sprememb in da bi bila v zaupanju. To je moja namera. In ne glede na to, kaj je tvoja namera, samo izrazijo in se nauči vsak dan usmeriti svoj fokus z namero. Včasih je lahko namera zelo konkretna, včasih je lahko bolj široka, karkoli. Evo, Sabina pravi, da je njena namera, da je povezana s seboj, da je vodja svojega življenja, kadarkoli in kjerkoli. Čudovita namera. Ok. Hvala lepa za to srečanje. Malo smo se zakurali. Odnesi res polno srce zavedanja, da si vodja svojega življenja in da ne glede na to, kakšne so zunanje okoliščine, ti kot podjetnik, ti kot umetnik, ti kot kreativec, si sposoben najti nove kreativne načine, kako boš živel svoje poslanstvo. Tudi če to pomeni, da boš spremenil določene svoje projekte, zamenjal, kaj delaš, posodobil kakšno dejavnost, ne glede na vse, boš deloval iz sebe in boš začel še bolj aktivno sebe dajati v svet. Zato, ker to, kar ti nosiš, to nekdo zelo močno potrebuje, pa ne samo ena oseba. V tvoji mreži je polno ljudi, energijski mreži, ki tebe rabijo.
Zato pogumno izkoristimo ta čas, da gremo v kreativnost in damo sebe ven. Hvala, da ste bili z mano.